Pozdravljeni, danes bomo šli v srednji vek, v sredino 16. stoletja. Se spomnite, ko sem objavil video o reformaciji? No, danes bomo govorili o nadaljevanju reformacije. Kaj je sledilo gibanju, ki je razdelil Evropo? No, ponovimo na kratko reformacijo. V Nemčiji se pojavi Martin Luther, ki na vrata svoje cerkve pribije zahteve, ki jih mora cerkev izpolniti. Ker pa to cerkvi ni bilo všeč, so ga povabili na razgovor v Vatikan. Seveda bi se z njim pogovorili miroljubno v kakšni mučilnici, nato pa bi ga javno zažgali na grmadi, kot Jana Husa, ker je po njihovi logiki širil krivoverstvo. Toda ker se to ni zgodilo, se je Evropa razdelila na protestante in kristjane in sedaj se bodo morali med sabo spopasti za božjo milost. Toda za začetek si poglejmo prvi korak rimokatoliške cerkve. In ja, za spremembo niso zbrali vojske in naredili križarski pohod, ampak so se zadeve lotili veliko bolj diplomatsko. Za začetek so odstranili nepotizem v cerkvi, kar je pomenilo, da cerkev ne sme postaviti svojega sorodnika na neko vplivno politično mesto, kot je to delal Aleksander Borgia, ki je svojega sina povišal v kardinala kar pri 6 letih. Poleg tega pa je papež ustanovil zelo poseben red, ki je dajal prednost duhovnemu pred posvetnim. Ta skupina se je imenovala Jezuiti ali Kristusov red. Odgovorni so bili neposredno papežu in sloveli so po svoji verski fanatičnosti, res dobremu govorništvu in res odlični izobrazbi. Zato so bili prav oni odlična sila za zatiranje krivoverstva in zatiranje podpornikov reformacije. Do sredine 17. stoletja je bil jezuitski red res pomemben. V številnih deželah je prevzel šolanje. Cerkev, ki je zaradi strahu, da bodo ljudje, če bodo preveč pismeni, bodo dojemanje svetega pisma in Jezusovih naukov postali uporniški, so jezuitom naročili, naj bodo šole predvsem usmerjene v versko vzgojo, zaradi česar so bile znanstvene vede velikokrat zapostavljene. Naloga reda pa je bila tudi zatiranje krivovercev, kar je pomenilo, da jezuiti lahko naredijo svoje sodišča in zakone za krivoverce. Bili so zelo pomembni pri ustanovitvi inkvizicije, ki je kasneje zelo popularna postala v Španiji in Italiji. Ljudi so zelo hitro spreobrnili, da slučajno ne bo kdo razmišljal drugače, kot bi moral. Vodstvo cerkve leta 1545 skliče zborovanje, ki se imenuje tudi Tridentinski koncil. Vendar pa se ga protestanti niso nikoli udeležili, kljub cerkvenemu povabilu. Na koncilu so zavrnili nauke reformatorjev in hkrati jasno določili katoliški nauk, dolžnosti in pravice cerkvenih služb. Prepovedali so korupcijo, prodajo odpustkov in rimokatoliška cerkev je prvič v zgodovini zapisala stopnjo izobrazbe, ki jo potrebuje duhovnik. Vendar tudi Tridentinski koncil ni prinesel uspeha, da bi se protestanti in kristjani združili, ampak bo prinesel zelo hudo vojno. Prvi napad na protestante se je zgodil že leta 1562 v Franciji. Spopadi so trajali vse do leta 1598. Francija je bila na severu in na zahodu požgana in opustošena. Večina plemičev je umrla, kar je tedanje oblasti ustrezalo, saj so lahko plemiče lažje obvladovali. Boji so se končali z Natinskim ediktom, s katerim je Henrik IV. Svojim poddanikom zagotovil svobodno veroizpoved. Vendar se je pobijanje protestantov leta 1665 nadaljevalo. Huje kot v Franciji se je zgodilo tudi v Nemčiji, kjer je cesar, zdaj ko je bil rešen turške nevarnosti, ukazal napasti protestante na Češkem. Habsburžani so na Češkem začeli uvajati absolutizem in krepili protireformacijo, zato so udrli v Hadračanski dvorec in čez okno vrgli 3 cesarjeve odposlance. S češkega prestola pa so odstavili cesarja Ferdinanda. Cesar ukaže napasti češke upornike, kar je povzročilo novo vojno in Čehi so začeli izgubljati. Prvih 10 let je cesarju kazalo res dobro, toda ker države, ki niso podpirale idejo, da bi Nemčija postala evropska velesila, so ji napovedali vojno. Prav tako pa njeni zaveznici Španiji. Spopadi so se razširili po večjem delu Evrope. Ta vojna vam je najverjetneje bolj poznana kot 30-letna vojna. V tej vojni so pobili ogromno vojakov in poklali ogromno civilistov. Na koncu je umrlo med 4 in 8 milijonov ljudi. In mimogrede, v Evropi je takrat živelo 70 milijonov ljudi. Vojna se je končala z mirom leta 1648, ki so ga poimenovali tudi mir med narodi. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč.
Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.